Tale kulisa tega vloga napoveduje avtomobilističen vlog, napoveduje v bistvu overlanding vlog. Jaz zadnjo leto, tisti, ki me spremljate malo več na družbenih omrežjih, ste sigurno opazili, se s tem avtomobilom prevažam okoli in preživljam dopuste. In po enem letu sem se odločil, da je čas, da iz tega precej začetniškega setupa, takega osnovnega, štartam na nekaj malo bolj resnega, ker sem se odločil, da bo v prihodnosti kar precej s tem avtomobilom potoval okoli. Tako da, danes bo vlog predelava tega vozila. Najprej bova Žanom snela tale šotor, pa v zadnji nakasovno stvari. Jutri se pa nadaljuje v delavnici Matsport, kjer so specialisti za predelave tovrstnih vozil v bistvu profesionalna overlanding vozila. Tako da, gremo, ne? Evo, končno D-Day, dan, ko bomo začeli s predelavo tega Rangerja v eno tako zelo tipično južnoafriško overland vozilo. Namreč opremili ga bomo z Aerocabovimi izdelki, gor pride hardtop Aerocab, na vrh pride šotor, pa imamo pa še eno tako zelo posebno 270 stopinjsko tendo, tako da nekaj majhnega se bo delalo še na pneumatikah, pa na zadnjih amortizerjih, tako da dajmo pogledati, kako izgleda taka resna predelava v overland vozilo. Je pa zato resna, ker je tudi precej draga. No? Tole, kar se bo s tem avtom dogajalo, je vreden tam okoli 10 000 evrov, kar je investicija. Ampak ja, overlanding, kot boste ugotovili, mogoče tudi iz različnih zapisov, je tako, lahko ga delaš zelo poceni, ko pa stvari zakompliciraš, pa so nekoliko dražje. Ampak ta avto bo v bistvu s to predelavo res dobil večino tistega, kar mora imeti za nek off-grid living, tako da vse osnovo, bazo seveda, vse ostale stvari pridejo v končnem nadaljevanju, pa v drugih vlogih. Tako da pojmo pogled, kako izgleda predelava. Ko me čakam. Zakaj Aerocab dodatki? Aerocab je eno tako zelo legendarno podjetje na področju overlandinga, obstaja dobrih 21 let, so pa iz Južnoafriške republike in njihovi izdelki so praktično na vseh overlanding vozili. Veliko takih avtov, ko so pa tako v kompletu opremljeni, tako kot bo v bistvu tudi naš Ford Ranger, so pa opremljeni po nekem standardu in to, kar Aerocab v bistvu nekako določa. To, kar boste videli zdaj, ta nadgradnja tega avtomobila je ena najbolj standardnih ali pa najbolj običajnih profesionalnih nadgradenj overlanding vozila, tako da jaz nisem imel nobenih pomislekov, ko mi je Matej rekel, Jan, nehiva šparati, saj si že velik dec, deva narediti orang stvar. In ja, vidno sem se res odločil, da narediva orang, vzela sva tale aluminijasti hardtop, na njega pride šotor. Ta šotor ima pa v bistvu v dodatku še 270 stopinjsko tendo, pod katero se lahko skriješ pred dežjem ali soncem. Tako da ja, jaz se ful veselim, zato ker to je bila ena taka moja, zdaj že kar 10-letna želja, da si enkrat pripravim eno tako avanturistično popotniško vozilo. Jaz mislim, da bom s tem avtom precej enih destinacij potoval in upam, da boste tudi z mano, tako da dajte se po moje tukaj subscribe-ati, ker zna biti zabavno. Pejmo zdaj pogledati, kako v bistvu izgleda, ker se da šotor dati. Ker ja vem, da vas zanima, da je to tak en vse tako kot unboxing, če se res tega dela. Jaz se tako počutim, kot da vzem telefon odpel.
Ja, šotor bomo gor dali. Dajmo pogledati, kako to zgleda. Evo, moja me je vrgla ven iz avta. Povem enkrat drugič, imamo v disputa zaradi investicije, ampak zdaj jo prvič vidim, ni še čist fertik po moje, še rihtajo fantje, ampak se mi pokažem. Malo talk show. Talk show malo. Ok, Matej, to so tako moje res, ne bom rekel otroške sanje, ampak sanje zadnje 3-4 leta. No. Malo gledam tale Aerocap, tako da mogoče, ker jaz pa zdaj sem čist, sem kar trd. Povej, kva imam sploh? Ja, imaš v bistvu eno tako zelo resno ekspedicijsko zgodbo. Tako da od hardtopa, aluminijastega šotora, vrhunske tende, odporne na veter, na vse vremenske razmere, tako da zdaj greš lahko ni da ni. Afrika, Islandija, kamor češ. Tako, mislim, jaz v bistvu imajo še ful čaka, ne? Nekaj najmehkega čaka podvozja. Tako. Zdaj tukaj na avtu smo zgradili osnovo. Potem imamo pa še detajle in nadgradnje. Zdaj pol bo nadaljevala spodaj, se pravi gume, distančniki, majčkeno ga bomo dvignili, tako da boš lahko zlezel tudi kam malo bolj zahtevno. Kar se pa notranjosti tiče, pa potem po željah naprej, bo naredila pa celo bivalno zgodbo. Takole razmišljava ful, tukaj je ful enih sistemov, Aerocap ima ful enih sistemov pa tudi drugi proizvajalci, tako da bo malo videla, to bo zgodba, ki se še nadaljuje. Zdaj smo v bistvu začela, tako da... Tako kot sem ti rekel že eno leto nazaj, to te bo pač okužil, ne? Tako da začela sva z neko osnovo, klasičnim šotorom, zdaj, ko pač to uporabljaš bolj pogosto, smo ugotovili, da pač si zrel za en stage naprej, tako da zdaj imaš... Malo sem trošparil tudi narja. Tako da zdaj imaš tukaj res eno resno zadevo, namenjeno dejansko tistim popotnikom, ki to uporabljajo dnevno v Afriki, Avstraliji, vseh luknjah, kjer se da priti z avtom, lahko to uporabljaš. Overland je ena taka stvar, ki v bistvu, če te potegne, je to lifestyle, ni to samo neka muha enodnevnica. In dejansko se z avtom da skoraj da živeti, v bistvu, če je to pripravljeno tako, ko mora biti, so ljudje, jaz jih poznam nekaj, ki dejansko skoraj da živijo v avtu, z tega se ne boš. Ful hvala ti za vse nasvete, tako brez tebe v bistvu bi zelo težko to naskap padel, ali pa moja bi težko pogum zbral, tako da vsi, ki boste imeli idejo, pejte se z njim pogovoriti, on si bo res vzel čas. Malo vas bo daleč pogledal, preučil, pa vam pa prodal to pravo stvar. Tukaj je tako, jaz izhajam iz svojih izkušenj. Me nič ni prodal, pa mi je prodal robe za 10 eur. Jaz nisem nič prodal. Pač to so stvari, ki, bi rekel, če si želiš nekaj doživeti, mi imamo take artikle, ki ti lahko jih pač ponudimo. Tako da jaz izhajam iz svoje prakse, 15 let potujem okrog z avtomobili, džipi, z vsem bogom. In sem videl, kaj funkcionira, kaj ne, videl sem, kaj v Afriki funkcionira, kaj kle v Evropi funkcionira, na mrzlem, na toplem, in se da te stvari potem nekako dejansko oceniti. Če nekdo potrebuje šotor za v Istro, za v kamp, pač ne potrebuje neke zadeve za 3 ure. Če se nekdo glede te stvari malo bolj resno, normalno je pač boljši materiali, boljši artikli, dražja zadeva. Cool.
toliko, spremljite, naročite se, pa ja, naslednji vlog bo itak spet overlanding, ker po mojem bom jaz kar živel tukaj noter. Ne, po mojem bomo, Zgleda že tako, ne, že prav, ne. Tole se znal dobro. Se znal dobro, bo. Ne, tako bo, kadar bom šel ful daleč, jo bom z avionom na destinacijo poslal. To so že zmenjeno. Boš me malo mira vmes. Ja, 14 dni, ko rabim, da zdaj pridem. Čau. Čau.